Živjo, moje ime je Rebeka, stara sem 15 let in prihajam iz Bleda. Zelo rada imam živali, saj sem z njimi odraščala že od otroštva. Tole pa je moj kuža Daisy. Zelo si želim spoznati poklic veterinarja in Bled TV mi danes pripravijo prav to presenečenje, da bo spoznala ta poklic. Poklic veterinarja, tako čudovit, a hkrati zelo težak. Živali so zanje na prvem mestu in prav zato z ljubeznijo in ukrepi, ki so potrebni, skrbijo za zaščito živali ter posledično ljudi. Kaj pa vse počnejo, bo Rebeka danes izvedela na Veterini Pristov. Vsi vemo, da zdravijo in diagnosticirajo, preprečujejo prenos bolezni med vrstami, skrbijo za varno reprodukcijo in za higiensko ustreznost ter vzgojo lastnikov na vseh teh področjih. Evo, jaz sem se vprašala, ker si bom danes ogledala delo veterinarja in živilnega zdravnika, zdaj pa pridite z mano. Veterinar si vzame čas za žival in poskrbi za njeno stanje. Rebeko je prepričala ljubezen do Daisy, da bi rada postala veterinarka. Kako si? Kurno, merci. Se pravi, če prav zastopim, si prišla danes k nam, da ti večkrat malo predstavimo našo delo veterinarjev, pa da te navdušimo, drži? Ja. A boš veterinarka? Super. Pri nas smo se večkrat malo zgovarjali, da bi ti radi podariti, se pravi, eno obleko, to je delovna obleka, kakor imajo policaji uniforme, imamo pol ti mi tudi, v bistvu zaradi varnosti, zaradi teh bolezni, da se ne bi razširile, pa da dejansko, da v bistvu nastopiš, kolikor se zagre. Pa bi pol prosil, če se preoblečeš, pa bi imela pol tole delovno obleko v spomin tudi od nas. Lahko. Hvala. Prosim. Za delo se je potrebno primerno pripraviti. Doktor veterine Kruno je kmalu Rebeko popeljal preko osnov, ki jih je potrebno vedeti. Ja, hvala. To je osnovna informacija, tukaj sprejemamo pacijente, tako da bomo malo tekom najnega pogovora. Sem večkrat malo tudi ti bom pokazal, kako recimo veterinar to počne, kaj dela, pa par stvari zanimivih. Kje pripomočke pa uporabljate? Zanimivo. Tukaj je pa kar nekaj. Če se samo pogledamo tukaj, imamo tukaj mikroskop, tukaj lahko veliko stvari narediva, lahko narediva pregled krvi, lahko narediva recimo bolj tudi pregled kožnih struškov, lahko tudi narediva recimo bolj, bomo mogoče imeli kakšno priložnost, si bom še malo več pokazal. Bolj lahko narediva tudi kri, lahko narediva, pregledava hemogram, narediva biokemijo, vidimo, sploh deluje notranji organ. Imamo tudi ultrazvok, lahko tudi mogoče, če bom imela primer, pa pogledamo ultrazvok, kaj je prituško, tako da veliko stvari. So še pa tudi drugi inštrumenti, ki lahko uporabljamo, najbolj osnovno tisto zlato pravilo, da tega pokažem. Te zanima? Ja. In tukaj je tisto zlato pravilo, osnova, ampak zlata vredna. A poznaš kaj je tole? Kaj je tole? No, to se srci. Drži, temu se reče stetoskop. Se pravi, ta kardiološki stetoskop, ki ga mi fulkrat uporabljamo, in to je osnova, če želiš, a veš, kaj se tiče glede osnove, pogleda, srce, lahko poslušaš črvesno peristaltiko, vse ti pove po tole. Koliko druga zadeva, ki jo imamo, mogoče se zdi tako, trapaš tam kakaj ful dober, termometer, to ti je osnova. A veš, pri termometri temperatura, da veš, da kuha temperatura je zdrava ali ni zdrava. Vse verjetno tudi že poznaš, to si že tudi sama vedej. A si zdaj že poskusila pri kakšno svojo puško zmeriti temperaturo? Ne. Ja, potem bom pa danes pokazal. Tako da bojo to. Po pa tekom, to je pravi najnega pogovora, pa glede na stranke, po povila pa bomo naredili, a ne tako? Super. Ja. Dan, lep pozdrav. Lep pozdrav, Urška, živo. To je moja pomočnica za danes, ime je Rebeka, tako da upam, da vam dovoliš, da pogledava se pravi tvojega mucka, Mici. Evo, bomo pogledali, se pomenimo kaj narobe, ne? Kaj zvoli? Reči kaj narobe, Mici. Zdaj smo prišli tepat. Super, se pravi je zdrava koribica. Zdrava koribica. Super, evo. Ne bi biča mala, Se pravi, Mici je drugač, ne kiha, ne bruha, ne briska, je tako stabilna. Zdrava. No, mi je všeč, neko mi je všeč tole, reputan. Ampak nobene miške verjamem, da ne ulovija, ne? No ja, bolj živi starejša in se ji ne da več. Se pravi, moramo narediti, pred samim cepljenjem klinični pregled. Se pravi, pri kliničnem pregledu je zelo važno, moramo narediti sledeče. Prvo bomo zaščitili sebe pa pacienta, da slučajno z roko nekaj ne preneseva. Tako na ta način dejansko se tudi zaščitili sebe. Evo, bomo te bolj prosil, če bi dala vrti te rukavice. Zelo važno je, se pravi, da se menjaš rukavice z vsakim pacientom. Zmeraj je potrebno razkuževati čistiti, se pravi, samo površino. S tem se res izogneš velikih težav. Vemo, da vsak mucek,
ki zunaj živi, ima lahko še parazite, so to črevesne, mogovice in tako naprej. S tem, ko čistiš, razkužuješ površino, s tem tudi ščitiš sebe, okoli, za imaš širšega pomena. Evo, jaz začnem običajno z kliničnim pregledom od sprednje. Takole bom obrnila, pa bolj pogledala, takole sem več malo pogledala, in malo počnila včasih tu. Tako da prvo naredila pogled, se pravi čiste veznice ali konjunktive, svetlo dolgnate so, uček je lepe, čist, nobene poškodb, pogledala še drugega, takole lep, tole mečkin skupina, tole je žmurka konjunktiva, ki je vse ok, nobenega izcedka. Zdaj običajno pri očesih zdaj zelo veliki tega, ne veš, da se prehladijo, ker je tako ljubimorsko vreme, zmeraj bolj fajn, da vprašaš šasnika, a se ti zdi, da je kakšen izcedek? Ne. Ok, super. Kaj pa recimo tisto, da bi imela žmiganje, veš, očmi takole, ne, pripet, takole na pol očke, da bi se kaj takole delala tudi. Ok, to so vsi znaki, se pravi, dnevnovodje, bolečine, da nekaj ne paše, ne, in takrat pol moramo pozdraviti. Potem gremo naprej, pogledamo smrček takole malo naredila, da vidimo, če kakšen izcedek, smrček je lep, čist, kot mora biti, nobene smrkljani, pogledamo zobeke, vidimo, da je nekaj malo starejša muca, zato je že kakšen zobek manjka, tale je nekaj malo okrušen, ampak pač pogledamo še usta, pogledamo jezik, roz, vidljiv, evo, več kot je tako. Včasih se zgodi, da kakšna muca ogrizne, a veš, boli, avč. Tako da moraš nekaj biti prijazen z njim, jih malo pocrkljati, a jaz včasih tudi nekaj malo dam kakšno nagrado, da me ne ogrizne, a ješ malo predkupe. A boš ti tudi tole poskusila? Ok, glej, pozadnji malo, glej, lahko, zameš? Kakšnega priboljška ne, da bo videla, če lahko predkupi, pa. Kar daj, če bo hotela jesti. Ma premalo ta nerkovica. Da, večje? Noče? Mislim, se ti zaprijeli. Ok, cool. Skoraj sem počala pri glavici, moramo gledati še pezgavke. Pezgavke so rojene in kar pezgavke bolijo, potem začne tudi lahko malo kašljati, pa boleče so zelo. Boš poskusila gledati tle, kako so tle, levo in desno, čutiš kakor dva grahka, velika, to so super manipulirane pezgavke. Super, ja vam midva z mojim potovanjem naprej. Opazuje se pravi njen kožušček. Mora biti svetleč, izkitajoč, ne sme biti nekje nobenega prhlaja, prezlačna mesta. Če večkrat malo pobožamo, ko vidimo, a se kje praska, super. Tako da teva je pol takole pogledala, pogledate kožušček, pa je nehe, opazuje, če je nehe, boleč kožušček, zapodelina, tukaj so jetra so v redu, ne sega čez rebrni lok, tukaj imamo redvička, tudi v redu. Pogledamo, če imamo mogoče kilo, gledamo spod pod trebučkom, se z nas bili kakšen mehurček, je v redu. Seske so tudi v redu, nobene zakrline ni, tako da pa imamo zmeraj več temperaturo. Alo, kar stop tam imaš termometer, kar vzami ga. Tole, enega vzami. Ok, cool. Se pravi, zmerivaš temperaturo, malo iti v zadnico, zmeraj moraš malo namočiti, vse je že namočeno, viš, bomo tam že namočeno. Dvignemo red, kar te tako lepo, pa mi lepo vsaj nežno, kar te nežno red, kar te nežno tole. Nežno tole, nežno noter, kar te veliko noter. Kar te pomaga. Tako zmenjava. Moče še kakaj temperatura, minuto? Malo več. Rečo, da imamo 38 in 39 normalna temperatura mučka. Zakaj ta temperatura? V bistvu ima hitrejši bazalni metabolizem, pa zato pa tudi malo više temperature, kako bomo mi bi že leteli do zdravnika, ne? Muček pa ne, evo. Zdaj je večkaj malo nižja temperatura, 36, malo še enkrat smerila. Je bila zelo ugodna, super. Se pravi, po vsakem uradu moramo tako malo razkužiti. To je za naslednjo uporabo, ne moramo razkužiti. Super. Zdaj je hvala. Prej sem povedal, da imamo zelo pomembni pripomoček stetoskop. Ja, tega poslušaj.
Tene bo poslušala srček, pa malo prenovila. Super, srček je v redu. Zdaj malo sinusno naredite. Mogoče veš, koliko je frekvenca srčka? 110, 130. Tako tam frekvenca dihanja, koliko 130, recimo, če se malo izdražen, lahko je malo več. Tako znamo probati? Evo, izvoli. Se pravi, dava noter, ušesa. Evo, tlele dava. Posluša levo in desno stran. Razbija, ha? Pregled je zelo ljubljena, zato malo hitreje. Super, ok, cool. Še ušeska malo pogledam, prej še sem poznal, da ušeska pogledam. Primeri moramo gledati ušeska, da so fajna, svetla, ni nobenega sekreta, pa to pogledava tako, če je kaj boli, srbi. Tako tlele, malo še poboham, zbim, da sem dobil, tudi po večini vidi. Tako da je imel svoj kraj. Super, to je ključni pregled. Bo šlo? Naslednja boš pa ti, a razumene? Se pravi, bo šla polko cepivo. Cepivo imamo na zmeraj na hladilniku, a več mora biti temperatura, da skene pogori, da gre ne se iskati to cepivo. Zdaj imamo v hladilniku, imamo se pravi zmeraj regulirava zaradi varnosti, na kje se kaj ne zgodi, kaj to so vse cepiva, veš, mora biti regulativa, normativi, da so cepiva zmeraj v redu, pogledamo lahko tudi temperaturo, kakšna je temperatura, da je vse ok. Res cepiva imamo različna, imamo tlele za kužne bolezni, polno za mačje bolezni, to so razne druge stvari, tako da mora zmeraj biti hladilnik tako, kot se zagre. Zdaj bomo vzela cepiv, enega tega vzemaš pa enega. Enega tega pa enega zelena. Evo, odlično. Zdaj bomo pol tole pripravila cepivo, pa pol dva na piku. Zdaj ne moramo pripraviti. Skratka, ljuca vrata. Iglo. Pol potrebujeva imeti iglo. Tle moramo zelo biti previdna pri izbiri igla, ne pejeva, ne debelejš iglo, da to pol boli. Dava pol tako, čim bolj tanjšo iglo. Evo, tako je. Pol pa dava še drugo. Zdaj, ker smo pa zelo tako osveščeni, veš, veliko materijala tega odpadnega pride, pa moramo malo začerati plastiko damo na eno stran, pa ostane, tako da bo plastiko dala kar se. Ok, cool, se pravi, imamo zdaj cepivo. Cepivo pol pripravljamo takole, da je dava napaknemo gor. Dava tlele noter. Nategnava, še nategnava. Tvegane. Sam premišal. V eni je tekoča faza, v drugi pa je prašek. To v bistvu premišaš, ko malo premišano. A boš poslušal, da tega ne? Ja, da so. Skratka, gledamo zdaj vse tekočino, zavodiš noter. Kar je čas, kar prime stekleničko daš, ničemo dava takole, da ni igne tlele, zdaj pa lahko potreba. Zdaj, še ne. Potegnemo ven. Zraka, ne? Takole. Zdaj vzamemo pol tole, razkoži. Zdaj naredimo alkohola. Šprice. Odlično, dobro ti gre. Ja, zdaj se pa nazaj pred pacientom. Se pravi, ta zaliv se daje zmeraj pod kožo. Greva takole, dava dlake preč. Razkušimo. Dvignemo pokroče gor, ne neštoj. Evo, to pa dava spod, aspiriraš.
Ja. Nam uspelo? To zmagali? Skratka, zmeraj pride lahko do kakšnih stranskih učinkov, teklina, rdečina, lahko mogoče malo zaskeniti, tako da če je kakšna taka znak, tako daš kaladeno pograde. Lahko tudi malo povišena temperatura, včasih tudi malo zaradi stresa, pa možno lahko pride do bruhanja. To do večkega, če bi bila kakšna druga reakcija, se pa bolj slišati. Evo, zmagali smo. Se pravi, da še imamo še enega pacienta. Še enega. Še enega tigra. Prav? Rebeka, tole še moram povedati, se pravi, tole zdravila, katile tukaj moramo vrš pol v kontejner. Se pravi, pol v bistvu vse škodljivo uniči. Ne škodljivo uniči. To je to. Tole bo pa kasneje uporabljeno, da bo pisano v evidenci. Gremo zdaj pa po perlo. Perlo, super! Veterinarji pa ne skrbijo le za male živali, vsakodnevnih pregledov so deležne tudi tiste malo večje. Rebeka se je z dr. Blažom iz veterine Pristov sprehodila po hlevu in pomagala pri pregledu krav. Kar so videla, pikanje ima poskušeno zaradi vročine, same vročine nima, vam lepo dela, tako da lahko reče, ta krava je zelo zdrava, nič ne manjka. Je pa recimo posebnost tudi v takih krajah, kjer imamo že robot, imamo celo vratan, pa če vidiš, da je ta takale zapest velika. To v bistvu čutavski mer, koliko krava hod, mer, koliko krava prezlekuje, pa druge možne. Tako še v bistvu v taki reji, kjer je to zelo dobro zdravstveno stanje, pa tudi druge stvari. Po pregledu so se pojavila nova vprašanja. Ja, ni problema. Zdaj bi vas pa rada še vprašala malo stvari. Kako vas je tudi navdušil nad tem, da pila? Ja. Jaz prihajam s kmetije, tako da imamo tudi kraj doma, tudi že v tem je ta ljubezen do živali. Tudi v bistvu doma so me navdušili, same živali, in sem bolj se to tudi odločil študirati.
Kaj ima pač tudi skoraj, pač živali? Ja, jaz pretežno zdaj delam z govedom, včasih so tudi kakšne ovce, koze, konji, tako da mi bolj všeč ta velika praksa. Tukaj ne varam pač delati. Ja, seveda, pri takih, če pogledamo, to ima 600 kg, so določene nevarnosti, recimo rogovi so ne take, biki, stari biki so lahko nevarni, kakšna krava brcne. Rekel, enkrat na teden sigurno kakšno brco dobiš v kolena, ampak se je treba navaditi. Kaj se tistim, kaj ste želeli? Ja, veterina je lep poklic, no. En star veterinar mi je rekel, da veterina ni sam poklic, ampak je način življenja, ker kot videla prej mi je že telefon zvonil, to moraš biti vedno na voljo. Sred noči te pokličejo na porod in pač moraš iti, ne moraš načrtovati naprej, jutri bom pa to delal, ker ne veš, kaj bo, Je pa lepo, si v naravi, si z živalmi, potem ni to samo delovnik od 8 do 4, ampak včasih je manj, včasih je več. Zelo raznoliko delo, veliko se lahko naučiš. Tako da, zanimiv poklic. Svetoval bi pa vsem, gre za to, veterina, veliko ljudi misli, da se deli na male in na velike živali, ampak faks izobraz za vse, to sem prej rekel, od čebel, rib, živil, higiene živil, potem do tega, ki so danes delali s krunotom, do recimo dela v laboratoriju, potem dela v živalskih vrtovih, zelo obširno je, tako da vsak bo že nekaj najdu, kar ga veseli. Mislim, da tudi ti boš najdla nekaj, kar te veseli. Imate mogoče kakšno zgodbo o tem? Ja, veliko je takih zanimivih zgodb, recimo glih en mesec nazaj sem bil klican na porod, lastnik ni mogel sam, vse je bilo nekaj zafrenklan, potem smo tisto rešili, in smo vam potegnili dvojčka, ki sta živa in zdrava še zdaj, tako da take stvari te pa posrečijo in ti dajo zagon za nove tedne dela. Vidiš srečnega lastnika, srečno kravo, pa srečne dvojčice, ki sta bile takrat rojene. Hvala, ker si mislite povedati na odgovoriti. Nikaj, želim ti veliko uspeha na tvoji poti, pa da se kdaj vidimo na praksi. Hvala. Vidijo. Ker ni nič lepšega, kot zaključiti delovni dan na verandi ob sončnem zahodu, smo tega izkoristili za pogovor. Rebeko je zanimala zgodba dr. Krunota in kako sploh postati veterinar. Koliko časa se že ukvarjate s tem poklicem? Če tako razmišljam malo, že 11 let. Prvo sem delal za 1 leto na veterinarski ambulanti v Moškanjci, potem 2 leti veterinarska bolnica Ptuj, potem sem delal 2 leti v Krki, malo izven veterine, pa zdaj na koncu delam, se pravi, tu veterinarska ambulanta in pokristno. Tako da, 11 let. Kar veliko, Ja. Ok, malo smo tudi sive lase že dobili, tako da, ampak gled, delo je zanimivo, v redu sodelavci, veselje pri delu. Večino učencev pač po končanem šolanju dobi to službo. Zdaj takole je. Takrat, ko sem jaz začel študirati, je bilo 80 prijav za študij na veterine, od tega so jih sprejeli 60 in ko smo končali, sta bila samo 2 na zavodu za zaposlovanje. Takrat, ko sem jaz to končal. Trenutno sem pa pogledal gor na zavod za zaposlovanje in je bilo razpisanih 8 delovnih mest za veterinarje, od tega 4 na terenu v ambulanti, pa 4 so kot komercialisti pri eni družbi, ki se ukvarja za prodajo hrane. Tako da mislim, da kar se najde zaposlitev. Tako da del je zelo razgibano in ne vidim problema, da se ne bi mogli zaposliti. Še posebej zdaj, ko se še odpira še dodatna šola za srednje šolce, za veteranskega tehnika, tako da bo ogromno dela vsak let. Dovolj. Imate mogoče še na svet same? Bodi vztrajna, odločna, natančna pri delu, pa verjamem, da ti bo vse uspelo. Hvala. Hvala tudi tebi za obisk, da si nam popestrila ta popoldan, pa da sem ti lahko pokazal z mojega vidika, koliko je lahko ta zanimiv poklic pa zabaven res.